Pridobitev ERC projektov je za vsako znanstveno skupnost posebno priznanje, tudi za slovensko. No in Slovenci so v zadnjih letih res uspešni, tudi vi, profesor Praprotnik, ste med zadnjimi dobitniki tega ERC projekta. Kaj se je po vašem zgodilo med slovenskimi raziskovalci, da so postali v zadnjih 2 oziroma 3 letih bolj uspešni? Bi rekel, da smo bili že skozi dobri, pa da smo imeli preveč skromni, da smo postali pa malo bolj samozavestni. In seveda uspehi so tu. Uspehi so tukaj, to bi rekel, da samozavest pa na koncu koncev smo se doma naučili pisanje projektov, vse to je v bistvu obrt. To ni to znanstvena ideja, pa znanstveno znanje, ampak je važno tudi, da znaš ta obrtniško se loti pisanja projektov, moš vedeti, kako se naredim. Zdaj imamo tudi podporo vseh teh projektnih pisarn, pa raznih izobraževanj, prav na temo, to ministrstvo organizira na temo projektov, plus tega tale ARVS, to sem tudi zdelo, je razpisala to v bistvu štipendijo, da greš, da obiščeš nekoga, ki je že dobil ERC projekt v tujini in se tam izobražuješ do pol leta, da sem bil na ETH-ju v Zürichu v Švici in se naučiš pač pisanje projekta, v bistvu dobro. V mojem primeru moram se reči, da se tam nisem naučil pisanja projektov, ampak je bilo v bistvu v tej štipendiji ideja ta, da se pač greš ti, da naučiš se pisanja projektov pri tem obisku, na tem obisku, ampak se potem pa obvezam po tem obisku v 2 letih se prijaviti na projekt. No in nam je uspelo. Ja, in to je zelo fino, zato ker jaz sem pač dobil ta projekt za uveljavljanje raziskovalce in meni se je malo zdelo, da sem mogoče malo premlad za to. In se mi je zdelo, da pač bi še mogel vse 10 let aktivno delati v fitnessu, znanstvenem fitnessu, da pridem do določenega števila publikacij in tako naprej. Ampak ta štipendija me je v bistvu prisilila, da sem zdaj pisal projekt. In pa, ko sem ga pisal, najprej sem mislil, ok, moram to napisati, da se ne bom usmešil, ampak vmes pa, ko začneš vse to delati, pa padeš noter, in pa se je pa kar nekaj odprlo, in pa sem tam sred tega pisanja ugotovil, da pa jaz to znam celo narediti. Zadeva uspela. In pa dobiš veselje in ko enkrat imaš si pa v tistem noter, vse za mene, jaz pač padem v tak poseben, ne bom rekel tranci, ampak v tak poseben občutek in takrat pač pa vse se je poklopilo in sem pisal. To so lastnosti znanstvenikov, ki mora biti to, kar pravi, z dušo in telesom, a ne v problemu. Ja, hodil sem po rožniku, vse sem srečan in razmišljal. No, vi ste uspeli s projektom, ki ste ga na kratko poimenovali Multrasonik A. Multrasonik A. A. V bistvu ne A, sem Multrasonik A. A Multrasonik A. Ja. No, raziskovali pa boste interakcije ultrazvoka z mikromehurčki in podmikronskimi plinskimi vezikli v bioloških tekočinah. Sliši se seveda zelo zapleteno, kar najbrž tudi je za nepoznavalce, a gotovo gre za pomembno področje tega raziskovanja. Nam lahko razložite? Ja, se pravi, to zdaj ni moje področje. Se pravi, pri ERC projektih je osnovna ideja ta, da so to zelo riskantni, zelo ambiciozni projekti, ki pa imajo pa v bistvu potencial za zelo velik doprinos, za doprinos skupnosti in nasploh. Ne samo znanstveni skupnosti, ampak celi družbi. In no, to je eno področje, se pravi, ideja je, da ne delaš nekaj, kar delaš vsak dan, torej, da ni to nek manjši razvoj, pa tudi ne samo manjši, tudi nek znatni razvoj tistega, kar delaš na dnevni bazi, se pravi, tisti pač odobni coni, ampak da greš res na neko področje, kjer pač je malo ven iz tvojega normalnega delovanja. In to je bilo zame čist novo področje. Hkrati moraš pa jasno pokazati pri ERC projektu, zakaj si ti oseba, ki je pač najbolj primerna za izvedbo tega projekta. Ne sme biti pa to čisto nekje druge. V mojem primeru je to pač jaz razvijam računalniške metode in modele za simulacijo kompleksnih sistemov. Te kompleksni sistemi so lahko karkoli, na tem primeru so pač biološki sistemi.
In to področje ultrazvoka in dostave zdravil s pomočjo ultrazvoka se je že kar razvijanje zadnje 30 let, s temi vezikli pa se pravi z mikromehurčki so začeli v 90-ih, te plinski vezikli so malo novejša stvar, ki so malo manjši, ker ne vem, tudi sem pa kasneje razložil, ampak tukaj gre enostavno za to, da pač date te mehurčke, to so mehurčki, ki so zapolnjeni z nekim plinom, ampak so obdani z neko ovojnico, ki je lahko iz lipidov, v primeru mikromehurčkov, teh mikronskih mehurčkov iz lipidov ali pa proteinov, v primeru plinskih veziklov samih iz proteinov. In noter zapakirate pač neko zdravilo, pa genski material, lahko tudi funkcionalizirate ovojnico z neko določeno kemijsko skupino in potem to vodite, vbrizgate v vaše telo, v krvni tok, in potem to vodite do nekega mesta, kjer želite, da se to zdravilo sprosti, to je ta ciljna dostava zdravil. Ampak v tem primeru z pomočjo ultrazvoka, ki ima to lastnost, da celo vodi molekule, to je ena stvar, to so te radiacijske sile. A to zapravi, da ima ultrazvok prednost pred drugimi metodami? Ja, da se pravi, za to ciljano dostavo zdravil se uporabljajo različne zadeve. Imate nanodelce, kvantne pike, tudi viruse, mislim, da različne stvari se da uporablja. Ampak ultrazvok ima recimo prednost pred svetlobo, ki se tudi uporablja za take zadeve. Tukaj zdaj pač jasno je, ideja tukaj ultrazvoka je, da bi pa posvetlil na ta mehurček, na tem pa ko pride do tistega mesta, želenega mesta in ga zbuja, to kot recimo bobn ali pa neko osciliran oscilator. In do te mere v določenih frekvencah, da pač eksplodira. In pa ta eksplozija potisne, v tej eksploziji se naredi dve stvari, ena je ta proces kavitacije, to je ta eksplozija mehurčka, druga je pa sonoporacija, kjer se v bistvu odprejo pore na žilah, na ovojnicah žil in tistih recimo rakavih celicah in pa se potisne, v eksploziji potisne pač vsebina vašega mehurčka, v tem primeru kakšne zdravila, v ovojno celico. Se pravi, ideja je zelo enostavna, se pravi, vi streljate te mehurčke z ultrazvokom, da jih raznese in pa se tam sprosti zdravilo in aktivirajo celice, ki jih hočete pač zdraviti, recimo rakave celice, ampak prednost ultrazvoka pred ostalimi temi, recimo pred svetlobo je to, da se ne siplje na tkivo. Mislim, veliko manj kot pa svetloba. Svetloba lahko gre vaše telo par milimetrov pod kožo, pa se izgubi, se razsiplje. Tem ultrazvok ima pa zelo pordiralo par centimetrov, mislim, tudi 10-15 centimetrov telo. Kaj je pa bolj usmerjen, recimo? Ja, vse zato ga uporabljajo za vse, mislim, ultrazvok se v medicini uporablja za marsikaj, za ledvične kamne, v originalu je bila ta ideja teh mehurčkov, da so se uporabljali kot kontrastne agente pri slikanju. V bistvu vi morate narediti, ta mehurček ima ta plin noter, je dosti bolj stisljiv kot pa kri ali pa okoliške celice. In pa, ko v bistvu delate slikanje, da dosti različno spektralno sliko, ima nek signal vložen v spektrum noter, vidite, ki je dosti različen kot pa okoliško tkivo, zato ga imate kot ta kontrast. Da se ta anomalija recimo v tkivu nekaj... Ja, se pravi, tem, ko hočete slikati, tja noter brizgate te mehurčke in pa tudi recimo krvni pretok merite, ker ga vidite noter v nasliki te mehurčke. To je bil osnovni namen teh mehurčkov. No, šele kasneje se pa ugotovilo, da lahko date v te mehurčke tudi zdravila, ali kaj tajega, in jih imate kot dostavljavce zdravila, te molekularne dostavljavce zdravili. In to je v bistvu zdaj ideja tega ERC-a, da bi mi pač, se pravi, eksperimentalno, kot sem že rekel, pa tudi pa dejš počas res v kliničnih namenih še čisto ni, ampak je pač zelo blizu, je to področje že 30 let se ukvarjajo s tem. Teoretično je pa na zelo še osnovnem nivoju, to te kontinuumski sliki izpred, se pravi, iz 19. stoletja. In to sam za en mehurček, moram reči. To sem zdaj so gledali, do zdaj sam teoretično sam
Recimo pri kavitaciji, to se ukvarja pri nas tudi tale kolega iz strojne fakultete, Matej Ždular, ima podobne reakcije, nimate membrane pri mehurčkih, to je v bistvu zelo enostavno. Jaz sem se na fakulteti ukvarjal v 3. letniku z končnim projektom v varenju predmetov v matematični fiziki z spektrom zvoka pri varenju posod v kvadratni posodi. In to je ta kavitacija. To je en proces pri tem celotnem problemu, ko ga bomo mi tukaj raziskovali. In tam se uporabljajo iste metode, ko so pa v bistvu state of the art na tem področju, če date še ovojnico zraven. Kar je zelo zanimivo, ker za samo kavitacijo imate že superračunalniške simulacije, sicer so najzahtevnejše, ampak so jih že naredili brez ovojnice. No, mi hočemo pa zdaj narediti, se pravi, tako so naredili pri tem navadni kavitaciji, brez ovojnice, so šli z enega mehurčka, opisa enega mehurčka na superračunalniški opis, ki jo ponazarja eksperimentalno sliko, ker veliko brizgate te mehurčki, ker ni eno, to jih je par tisoč, par 10 tisoč, par 100 tisoč. Se pravi, če teoretično uporabljate samo opis za enega, je to zelo poenostavljen model, zato ker namreč interakcija med samimi mehurčki pa okolje, v katerem vse se pravi teoretični opis je narejen za en mehurček v neskončnem sredstvu. Ja, pa vi boste s to raziskavo potem šli na gledali, kako se ne boste omejevali samo na enega, ne? Ne, se to sem rekel. Zdaj, mi pa hočemo to dejansko realni proces simulirati. V bistvu hočemo dati eksperimentalcem podatke s kakšnimi frekvencami, kakšnimi amplitudami, kako pač morajo streljati te mehurčke z ultrazvokom, da bodo dobili optimalen rezultat. In zdaj zato rabiš pa jasno imeti več mehurčkov, ker v bistvu okolje vpliva na vse te parametre. Se pravi, na to kritično resonančno frekvenco je odvisno, ali ste noter, ali imate to mehurček sam nekje v neskončnem sredstvu, ali ga date res v živo. Se pravi, ker je omejen prostor, plus če jih imate več, tudi to vpliva, pa kje v samem telesu, mislim, kje v žili se nahaja, tudi vse to vpliva na te parametre. Se pravi, da je jasno, če vaš model tega ne mogoče razložiti, morate imeti pač bolj realni model. In mi zdaj v bistvu smo predlagali res realne probleme. Se pravi, z enega mehurčka hočemo iti na 2000 mehurčkov, kjer bi ustrezali eksperimentalni situaciji, in to bi nam bolj omogočilo, da v bistvu že sam ultrazvok je neinvaziven, mi bi delali vse in silico, se pravi, to je da sploh. Bi se do teh parametrov prišli, se pravi, da bi nam dali eksperimentalci podatke, ki jih potrebujemo za opis takega mikromehurčka, se pravi, to je elastičnost membrane in take zadeve, in pa bi mi, in pa te frekvence so tudi odvisne recimo od velikosti mehurčkov. In pa v bistvu bi mi izračunali pač te optimalne parametre za njih, ki v katerem območju pač obstrelujejo na frekvenčnem območju, ampak intenzitetu ne obstrelujejo te mehurčke, na kar bi lahko oni zaoptimizirali svoje mehurčke, to bi bila pa povratna informacija. In tukaj bomo sicer, se to kasneje povem, sodelujemo pa tudi z eksperimentalno skupino na našem inštitutu, profesora Romana Herale. No, se to me zanima, zanimiva kombinacija teh znanj, ne? Zato me zanima, kako bi vi to komentirali v bistvu Einsteinovo izjavo, da je znanost prej način razmišljanja, kot pa vsebina znanja. Ja, tukaj je res, tukaj moraš res, jaz to tako razlagam, da pač sestaviš različne ekspertize skupaj za rešitvenega problema. In zdaj v bistvu bomo imeli tukaj... Se pravi, da gre le za nek poseben drug razmislek, teoretične razmisleke, ki potem lahko... Ja, tako, v našem primeru, kot sem rekel, to ni moje področje, mi smo tukaj res kot eni padalci na neko novo področje prišli. In to je to področje te dostave, ciljane dostave molekularne zdravil, ampak imamo pa mi po druge strani vse to znanje, ker izhaja iz bolj
iz teh računalnih simulacij mi delamo to bolj na nižji skali, se pravi na bolj molekularni skali, kot je to je mogoče malo bolj mezoskopska skala, ampak vse tiste metode tam se dajo prenesti na to področje. To je čisto eno in zato mogoče je ta preskok. Pri inerciji predmetno gre za preskok v znanju. Se pravi, ni mali napredek, ampak mora biti res preskok. Preskok, ki tukaj pride ravno z enega mehurčka na več mehurčkov, omogoča to naše znanje teh numeričnih metod in modelov za druga področja, za nanotehnologijo ali pa za molekularne simulacije, ki jih bomo zdaj aplicirali na te biološke probleme. Se pravi, zdaj imamo pod jasno, v tem projektu bodo sodelovali biologi, kemiki, fiziki, računalničarji, matematiki in to je čisto eno, ker pokriva, namreč je večskalno področje. Večskalno pomeni, da bomo študirali procese, ki se dogajajo na različnih krajevnih skalah. Eno je res ta interakcija ultrazvoka z temi membranami, ki se dogaja na ravni molekul, ki sestavljajo membrano. Potem gre za nihanje celotne membrane, to je naslednja skala, ki določa, kako pač mehurček raznese, recimo. In pa imate pa celo skalo ultrazvoka, kontinuumske skalo ultrazvoka požirje noter. To je pa še ena skala. In zdaj se vsi ti različni opisi zahtevajo različna znanja, prav recimo ta ultrazvok v tekočini je v bistvu bolj neka kontinuumska mehanika tekočin, to je v bistvu bolj domena recimo strojnikov, ki bodo tudi sodelovali. Ki ogledate, da molekule ste pri kemikih, tam nekje vse smo po fiziki. No, se zato jaz sprašujem še... Pa ima pa jasno, da je pa vse aplicirano na problem, ki se uporablja v biologiji in medicini. No, ravno tu me pa nekaj zanima, ste že povedali, da bo možnost dostave zdravil na tak neinvaziven način, na določeno mesto. No in kot pravite, gre za prenašalce zdravil ali genov, ali pa in genov, pa tudi za aktivacijo preko tega ultrazvoka. No, pa me zanima tu, ali bi bilo možno s to metodo zavreti ali pa aktivirati določene gene, za katere genetiki pa vedo, da so škodljivi ali pa lahko koristni recimo v organizmu. Zdaj nisem biolog ali pa medicinec, ampak zato ni čisto moje področje, ko sem rekel, da sem podalec na to področje, ampak mislim, da bi šlo, zato ideja tukaj je zelo enostavno, se pravim. Osnovna ideja je, da imate ta mehurček, noter date karkoli neko zdravilo ali pa to iz tega, to je vse, za nas. Pač za naš teoretični opis je res dosti... Pa sam mehurček, da targetira določen gen. No, ampak mislim, da to se celo dela, ampak ne bom pa da dal roko v ogenj, nisem čisto gledal to. Ampak iz tega, kar pač gre za zdravila, pa bi tudi tisto se da narediti, se mi zdi. Je pa vse pravim, v tem projektu gre v bistvu za kontrolirano dostavo, kontrolo hočemo imeti nadzor, ki ga imamo pač v računalniških simulacijah, ste vi, imate vso kontrolo na dogajanje. Mi hočemo, vse pravim, eksperimentalno se to že dogaja nekaj časa. Mi bi pa sam dal ta dodatni doprinos, da bi to bilo vse, da bi se dogajalo na nek nadzorovan način, da bi eksperimentalci res vedeli, dobili ta prave podatke, na katerem območju, pa s kakimi na frekvenčnem območju, pa s kakimi intenzitetami morajo obsevati te mehurčke, da pride do optimalnega rezultata. In to jim bi bolj tudi pomagali pri razvoju teh mehurčkov, ker to niso samo enega tipa, to jih imate pač. Se pravi, vi boste naredili nek model, ki bo potem lahko aplikabilen na več, recimo, področji drugih. Ja, se pravi, na koncu lahko to v sami biologiji ali pa celo v medicini, ta osebna medicina, da bi pa na koncu, zdaj govorim v prihodnosti, prišel zdravnikov, ki bi imel pač zdaj današnji superračunalnik, ki so cele hale, ampak čez nekih 10 let bo pa tak superračunalnik, en namizni računalnik, nekaj v sobi in bojo naredili sken vašega ožilja in pa verjetno boste lahko naredili celo simulacijo tam na računalniku in bo dobil že kar neko podatke za vas, v kakšno smer bi šla vaša terapija. In pa jasno, to je zdaj pripomoček zdravniku, to ne nadomesti zdravnika. Ampak je pa tako zelo
zelo fina zadeva, ker bi to vodilo do te osebne medicine. To je pa seveda prihodnost. To je prihodnost. Se pravi, to je en izmed teh kamenčkov v mozaike do tja. No, ampak to, ko razlagate, ne se mi zdi, da se lotevate dokaj zahtevnih področij, a ne z dosti sofisticirano infrastrukturo. A jo imate vi na razpolago tu, ali boste mogli No, se pravi, stvar je taka, tu bi sem rekel, to ni ta ciljna dostava zdravil za pomočjo ultrazvoka, ni moje področje, ampak moje področje so te numerične metode, razvoj numeričnih metod in modelov za kompleksne sisteme. In zato smo uporabljali 15 let, da smo prišli do te točke, da smo vse te metode razvili, da sploh jih uporabljamo na tako zahtevnih sistemih, bioloških sistemih, to je ena stvar. Druga stvar je pa ta, da sem rekel, da hočemo gledati, da bomo naredili ta preskok iz enega na več tisoč mehurčkov in te simulacije bojo izredno, poleg tega, da bojo zahtevale teoretično te numerične metode, ki so zelo kompleksne, bojo zahtevali tudi zelo veliko računsko moč. In tukaj bomo potrebovali super računalnike. Na Kemijskem inštitutu imamo del klastre računalnikov, ki so v bistvu nekega srednjega razreda, v bistvu par tisoč računskih jeder, ampak to ni dovolj za ta problem. Ki bomo res rabili super računalnik, ki ga bomo recimo dobili na srednjoletu v Mariboru, kjer bomo lahko pač računali vsi slovenski znanstveniki. In to je en način, kjer računam, da bomo lahko računali, kjer bomo dobili računsko moč. Drugač pa se lahko prijavljaš na projekte povsod po Evropi ali pa po svetu. Zdaj v Evropi se trenutno jaz ne moram prijavljati, ker sem v znanstvenem svetu organizacije PRACE, ki v bistvu deli računski čas po evropskih superračunalnikih in sedaj pač v tem pravzaprav sem predsednik tega znanstvenega sveta zaradi navzkrižja interesov in teh pravil se ne smem prijavljati na te projekte v Evropi. Če boste pa potem? Ja, se pravi, eno je tukaj na tem slovenskem, drugo je pa, da se tudi v Ameriki prijavljaš. No, pa tudi zdaj govorimo o tem okolju PRACE, to so projekti za celo evropsko mrežo, ampak imaš pa tudi nacionalne razpise, da se lahko na nacionalne razpise drugod po Evropi se pa lahko prijavljati, ampak tam greš pa spet. To je tako, da bi se pravil na znanstveni projekt, računski čas na superračunalniku pomeni denar, to je samo pač malo drugačna oblika, kot bi se prijavil na RDS projekta ali pa na ta ERC projekt, ustrezno. Ampak hoče reči, tam se pač prijaviš za računski čas. Ta del recimo v tem ERC-u noter ni vštet. To bomo pač ERC je predvsem za v mojem primeru predvsem za ljudi, da zaposlim, da naredim skupino, pač za ustrezne eksperimentalne zadeve, še mogoče kakšne kemikalije. Pa tudi za čas, ampak predvsem bo pa moj čas za računski čas pa nameravam biti prek teh raznih razpisov dodatno. Ker najprej pa jasno je, da ne morate iti pa vi v bistvu težave v tem, da ne morate iti kar tako iz enega notebooka na en superračunalnik. Zato rabite te srednje klastre, ko jih imamo mi po teh inštituciji, da vsi vi razvijate metode, pa so to je v bistvu kot predstavljamo, to, kar mi počnemo, so numerični eksperimenti, to je isto kot eksperiment, tam da se pač dogaja v računalniku. In vi morate isto kot eksperimenti narediti svoj setup, malo mi pač narediti virtualni setup znotraj našega računalnika in to pač testirati. Ne moš iti kar iz notebooka tja na ta vrh, ker superračunalnik morate imeti če v bistvu nek testing na vaših manjših računalnikih, računalnikih imamo tukaj recimo v Ažmanu računski center pa Vrana, čez hodnik tam. To je zelo fajn, da pač mi razvijamo metode in vse to preizkusimo na nekem manjšem obsegu in kako imamo to, gremo šele na ta večji računalnik. Kako bi pa medicina sprejela recimo te vaše
Jaz mislim, da ponudbe, recimo. to je pravzaprav en referij noter napisal v reakciji projektov, da trenutno mogoče še niso pripravljeni na to, ampak bojo pa še s časom spoznali, da je to nekaj zelo dobrega. To je bil prav en komentar tega reviewerja projekta. Mislim, tukaj se, ko sem rekel, to ni, da ne smete si predstavljati, da bi to nadomestil Zdravnika. To je pripomoček, to je spet eno dodatno orodje, ki bo pač v povezavi z vsemi eksperimentalnimi ultrazvočnimi napravami dodali, to bo samo zoptimiziralo cel proces in dali boljše rezultate. Tako preciljani dostavi zdravila, da bojo efekti boljši, pa plus tega, da boste znali napovedati terapijo. To je tudi dosti pripomoglo temu. Eno je, da delaš v bistvu, eno je terapija, eno je pa diagnoza, da boš naredil prav diagnozo. To bo vse pripomoglo temu, to jaz ne vidim, zdravniki bi mogli biti zelo veseli, da bojo to dobili. Mislim, je pa res, da se pravi, to ne bo rezultat tega ERC projekta čez 5 let, to zdaj se računam, da bo pač čez par 10 let, ampak zelo težko nam povedati, ker tukaj gre, zdaj se dogaja toliko stvari in gre zelo hitro. No, se znanost se zelo hitro razvija, ampak nekaj me tu zanima, poglejte zdaj, ko smo pač živeli v tem času teh korona krize in te reči, so predvsem ta družbena omrežja, pa tudi klasični mediji bili preplavljeni z vestmi, ki včasih tudi znanstveno resnico nimajo nič skupnega. Kako vam kot znanstvenik v takih primerih deluje vaš kategorijalni aparat in pa pomaga, da se bojujete proti takemu načinu, ki predstavlja seveda lahko tudi v bistvu resen družben problem? Ja, pač napačne informacije so težava, pa to nisem na tem področju posod. Kar se nas tiče, nekaj se mi zdi, da so mogoče družba spoznala res, da smo na koncu samo znanstveniki tisti, ki če že kdo znamo mi reši take probleme, ko smo se zdaj nahajamo zaradi tega, recimo glede COVID-a. Kar se mene samega tiče, zdaj kot sem rekel, ko sem predsednik tistega znanstvenega sveta prej, smo naredili zdaj navaden postopek prijave na teh projektih, ko smo prej govorila, je tak, da sta v bistvu 2 razpisa na leto. In pač se takrat sestaja komisija, to gre čez vso recenzijo znanstveno in pač se podeli čas. No, zdaj pa malo problem, ko moramo pa nekaj narediti takoj, ker je pač taka krizna situacija in smo naredili prav en fast track call, se pravi en javni razpis, ki je odprt takoj. V bistvu je odprt vsak dan, to se pravi je zvezen in pač omogočamo, da dobijo ljudje rezultate že po enem tednu. Se pravi, od prijave do tega, da vam povem, da ste dobili računski čas, traja en teden, kar pomeni, da smo naredili, v tem sem se dal, da smo naredili ta fast track call. No, zdaj sem pa tudi v komisiji, ki podeljuje te računski čas. In v bistvu vsak dan delam, nas je v bistvu 5 znanstvenikov v tem svetu, v tej komisiji. In v bistvu ocenjujemo vsak dan projekte, to pomeni, da pridejo pri tako editorji delajo pri znanstvenih člankih, pridejo rezultati pač prijave, mi pogledamo, ali ima smisel ali ne, ali je pač v sklopu reševanja COVID-a, in potem pač pošljemo ven zunanjim referijem, ki so tudi znanstveniki, in pač čakamo za poročila nazaj. To delamo vsak dan, par ur. In zdaj moram tukaj reči, da mi delamo to zastojno. To je naš angažma, pač se čutimo kot znanstveniki, pač zaradi trudno moraš dati cel sebe, da rešimo ta problem. Drugo, kar pa je, da tudi te referij reporti ponavadi dobiš z kak žurnal, pač traja. Sicer je pritisk na nas znanstveniki, da to čim prej naredimo, ampak tam pač vzameš čas. Tukaj pa prosimo znanstveniki, ki tudi to delajo za stojno, da napišejo ta review report v par dni. In zdaj moram reči, da odziv je
je zelo pozitivno, ne, dobimo, cela znanstvena skupnost se je zelo dobro odzvala, ne, in pač dobimo te review reporte takoj in podrujemo čas, ne, zdaj smo bilo je že v tem. To je naša dolžnost, ne, to jemljamo mi kot dolžnost do družbe, da to moramo delati, ne, da nisi sam tam en pač izoliran norc nekje v nekem laboratoriju, ampak jasno, da imamo soobveznosti. Ja, pač, no, mislim, da upam, da se bo zdaj to malo, da bodo dobili ljudje malo pravo videnje vsega tega, kar se tukaj počne, zato ker se mi zdi, da ja, ta rešitev tega problema bo prišla v sami znanosti. In tukaj se tudi zdaj znotraj znanosti se tudi dosti dogaja, v bistvu gre za ta odprto znanost, ne, izmenjava podatkov, ker ponovadi to vsi skrivamo, ne, naše ideje. Zdaj pa tukaj, recimo pri teh superračunalnikih, ampak tukaj druge smo prav dali potem pogoj, da se vse objavlja kot preprinte, takoj, ko pride rezultati. Pa tudi gre za izmenjavo idej in podatkov, da bi čim prej vsi kot kolektivno rešili problem. In to plus tega ne sodelujejo, da pač tukaj tudi pogojujemo za sodelovanje z eksperimentalci, tako da v bistvu se različne skupnosti izmenjujejo podatke. No, se je Evropska skupnost dala zdaj te razne iniciative ven za shrambo podatkov in izmenjavo, odprti dostop do teh podatkov. Se mi zdi, da to se kar dosti dogaja, zato ker pač v takih situaciji zdaj jasno moramo priti do rešitve čim prej. In to je edina znanost. Je znanost edina to in se mi zdi, da zdaj pa je malo neokusno, da to rečejo, da smo paraziti. Se mi zdi, da je bilo tam na začetku krize, sem videl, da sem vam prej povedal, je bilo tam enka slika neke španske raziskovalke na tem področju, ki je rekel, da smo zdaj plačal 2000 evrov, no pa ne zdaj Messi pa Ronaldo data rešitev, pač zaslužka mogoče, pol milijona na teden. Pa malo dobiš relacije, kje smo kot družba, ampak se mi zdi, da je tukaj znanost, zdaj mogoče bojo začeli ljudje malo preceniti to, kar pač počnemo, ker ni to neka parazitiranje, karkoli ti malo dvigne, krvni pritisk, ko vidiš kakaj take stvari, ampak se mi zdi, da se mi kar žrtvujemo dosti za blaginjo družbe kot celote.